Srednja prometna šola Maribor z dijaškim domom je šola z več kot 60-letno tradicijo. Izobražujemo in vzgajamo v 2 izobraževalnih programih. To sta logistični tehnik in tehnik varovanja, ter skrbimo za dijake, ki bivajo v našem dijaškem domu. Obe področji našega vzgojno-izobraževalnega delovanja sta med najperspektivnejšimi področji v prihodnosti Slovenije in tudi Evrope. Trenutne razmere nam žal ne omogočajo, da bi se lahko srečali v živo in bi vam na vaši šoli predstavili poklica, za katera izobražujemo, ali vas povabili v goste k nam. Zato se vam predstavljamo v tem promocijskem videu. Najprej vas bo nagovorila naša ravnateljica Mira Jug-Skledar, nato pa boste lahko doživeli pogled na našo šolo skozi oči naših 2 dijakinj. Sledita predstavitvi obeh programov, programa tehnik varovanja in programa logistični tehnik. Ker pa je naša šola tudi ponosen prejemnik certifikata Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, vam z veseljem predstavljamo tudi naše dijake športnike, ki zelo uspešno usklajujejo obe karieri, tako športno kot poklicno. Dragi devetošolci, spoštovani starši, spoštovane svetovalne delavke in delavci, dragi kolegi. Dobrodošli na predstavitvi Srednje prometne šole Maribor. Šola deluje v sklopu Zavoda prometne šole Maribor. Imamo še dijaški dom, višjo prometno šolo, študentski dom in avtošolo. Na srednji šoli izvajamo 2 zelo perspektivna in aktualna programa, logistični tehnik in tehnik varovanja. V dijaški dom sprejemamo dijake naše šole, pa tudi dijake iz sosednjih srednjih šol. Smo manjša šola in dom, zato se lahko dijakom posvečamo bolj individualno. Več o programih in življenju na naši šoli in domu pa v predstavitvi. Pozdravljeni, sem Larisa in obiskujem prometno šolo Maribor, smer logistični tehnik. Lep pozdrav, jaz sem Laška in sem Larisina sošolka. Obiskujeva torej 4. letnik in vam lahko iz prve roke na kratko predstavimo utrip dogajanja na naši šoli. Verjetno vas najprej zanima, kako poteka pouk. Pouk poteka dopoldne, od 7:15 naprej. Res je, da to zgodnja ura, ampak pregovor pravi, prej začneš, prej končaš. Na šoli vlada med dijaki in zaposlenimi sproščeno vzdušje. Veliko se učimo, veliko se pa tudi zabavamo. Skozi vse šolsko leto poteka različne delavnice, poučna predavanja, pohodi, organiziramo pa tudi vikend za devetošolce in kostanjev piknik. Dijaki imamo na voljo garderobne omarice, v katerih lahko shranjujemo svoje stvari. V istem objektu, kot je šola, pa deluje tudi dijaški dom. Dijaki so nameščeni v 2-posteljnih sobah. V dijaškem domu potekajo tudi številne interesne dejavnosti. Na voljo imajo tudi učno pomoč. Veste, kaj pa najbolj zavidam tem dijakom? Da lahko sprijo do zadnje minute in potem kar v šolskih copatih pridejo k pouku. Učna pomoč je ena izmed stvari, ki je res dobro organizirana na naši šoli. Naši učitelji nam nudijo brezplačno pomoč iz angleščine, nemščine, slovenščine in matematike. Po potrebi nudijo pomoč tudi drugi učitelji. Profesorji so res odlični, zelo prijazni in tudi strokovni. Pomagajo nam, nas spodbujajo, zelo si prizadevajo, da izdelamo razred. Prav tako nam prisluhnejo, če imamo kakšne druge težave. Najpomembnejše pa je, da nas pripravljajo tudi na odraslo življenje, ne le za bodoči poklic. Na voljo pa imamo tudi bogato založeno šolsko knjižnico, kjer se lahko izposadimo kakšno gradivo, brskamo po spletu, pišemo seminarsko nalogo ali pa se samo v miru učimo in delamo nalogo. Na šoli pa deluje tudi učbeniški sklad, tako da nam učbenikov ni treba kupovati.
Naša šola se lahko pohvali z lastnim fitnessom, ki vam je na voljo brezplačno. Pridružite se lahko tudi strelskemu krožku, saj imamo lastno strelišče. Skupaj z dijaki dijaškega doma lahko hodite k nogometu, odbojki, namiznemu tenisu ali košarki. Na šoli pa skozi vse leto potekajo različni projekti, tako mednarodni, nacionalni kot šolski. Vsak dijak lahko najde nekaj zase. Najboljše pa je, da lahko v sklopu projektov obiščemo tudi tuje države. Naši dijaki tako hodimo v sklopu projekta Erasmus Plus na Finsko, projekt šole ambasadorka Evropskega parlamenta pa nam omogoča tudi obisk Bruslja in Strasbourga. Zate ne vem, Larisa, ampak če bi se jaz mogla ponovno odločiti, bi se zagotovo odločila za prometno. Tudi jaz, Blažka, zato razmislite in se nam pridružite. Program tehnik varovanja na prometni šoli izvajamo že 12 let in smo ga pripeljali iz Finske, države, s katero aktivno sodelujemo še danes. V naš program se vpisujejo tako fanti kot tudi dekleta. Dijaki slišijo pri urah stroke veliko stvari o varnosti, policiji, prisilnih sredstvih, policijskih pooblastilih, o kriminaliteti, človekovih pravicah, samoobrambi, orožju, prvi pomoči, videonadzornih sistemih ter drugih sistemih tehničnega varovanja, o balistiki, forenziki, preiskovanju kaznivih dejanj in še o mnogo čem drugem. Program je tudi precej praktično naravnan, tako da boste lahko v nadaljevanju videli nekaj tovrstnih primerov izobraževanja. Prva situacija vam prikazuje primer lutke, nad katero se dijaki naučijo oživljati poškodovanca. Prav tako pa se tukaj dijaki seznanijo tudi z avtomatskim eksternim defibrilatorjem. Drugi posnetek vam prikazuje izvajanje različnih tehnik streljanja na našem lastnem strelišču. Imamo strelišče s 6 10-metrskimi stezami, kjer treniramo streljanje z zračnim orožjem, tako dolgocevnim kot tudi kratkocevnim. Dijaki imajo tudi v 4. letniku predmet varno rokovanje z orožjem, kjer pa imajo tudi možnost pod vodstvom inštruktorjev se preizkusiti na strelišču s pravim orožjem. V naslednjem posnetku se predstavlja Slovenska vojska. Vojska je ena izmed pomembnih delodajalcev naših dijakov, prav tako pa nekatere dijake tudi štipendira. Dijaki se imajo možnost tekom izobraževanja udeležiti vojaških taborov, s čimer opravijo tudi prakso, ki jo sicer opravljajo v 3. in 4. letniku. V prostorih fitness centra poteka praktičen del pouka samoobrambe in telesne straže. Dijaki se tukaj čisto od začetka učijo šolo padanja, parterno tehniko, udarno tehniko, mete, obrambo pred prijemi za roko, za obleko, obrambo proti udarcu s palico, nožem, proti več napadalcem, transportne prijeme in še marsikaj drugega. Hkrati pa v večernih urah izvajamo 4-krat tedensko treninge za vse dijake srednje prometne šole kot tudi dijaškega doma. V nadaljevanju pa boste videli še nekaj posnetkov z področja tehničnega varovanja, brez katerega bi bili na področju zagotavljanja varnosti precej nemočni. Tako, lepo pozdravljeni.
Zdaj tukaj vidimo tudi nekaj zanimivih stvari, ki se jih naši dijaki učijo na področju, ki ga poučujem sam, to je tehnično varovanje. In tukaj kot prvo stvar, ki smo vam jo kot zanimivost pripravili, je pregled z detektorjem kovin. Kot vidite, je to namenjeno za površinski pregled oblačil, in sicer se to uporablja v prostorih, kot so recimo letališča, sodišča, razne prireditve večje in tako naprej. Tukaj seveda moramo paziti, da ob pregledih pazimo glede spola, namreč pri tem pregledujejo ženske vedno ženske, moški moške. Včasih, kadar nam pa, bom rekel, primanjkuje tega kadra, pa seveda lahko potem, bom rekel, tisti, ki imajo detektor kovin, pregledujejo tudi nasprotni spol, saj ni nekega neposrednega stika, da bi pri tem recimo prijemali pregledovanca. Paziti moramo seveda pri tem, posegamo v osebno svobodo, posegamo v neko zasebnost človeka, da smo seveda pri tem zelo vljudni, profesionalni in tako naprej. Zdaj ta detektor, kot vidite, je namenjen za površinski pregled oblačil, ni primeren za pregled prtljage. Za prtljago uporabljamo druge vrste pregledov, to je predvsem pregled z rentgenskim slikanjem. Razdalja, na kateri deluje, je torej kakih 5 do 10 centimetrov, torej za oblačila. In seveda lahko deluje na dva načina, če bi ga prijeli v roke, bi videli, da zapiska, lahko pa tudi zavibrira, odvisno koliko je uporabnikov na sami lokaciji hkrati in da se med seboj ne motijo. V naslednjem posnetku bi si pogledali še en drug zanimiv, bom rekel, poskus, kjer z ultravijolično svetlobo pregledujemo dokumente. To pride velikokrat v poštev, kadar recimo prestopamo državno mejo in ugotavljamo, ali so dokumenti originalni ali ne, ali bi lahko bili tudi kaj prenarejeni in podobne stvari. Ta ultravijolična svetloba je seveda del svetlobnega spektra, ki ga tudi mi vidimo v taki le zelo modrikasti barvi. V glavnem osvetli dokument in izzove luminescenco zaščitnih elementov, in to najdemo v potnem listu, osebni izkaznici, v vozniškem in tako naprej. Pregledujemo lahko tudi denar vsebuje veliko takih zaščitnih elementov, najdemo jih pa tudi v znamkah, cigaretih, vstopnicah za prireditve in tako naprej. Tukaj bi vas opozoril, da kadar kupite recimo vstopnico za prireditev na črnem trgu, se vam lahko zgodi, da ob takem pregledu seveda ugotovimo, da ni prava in seveda vas osebje v samo prireditev ne izpusti, vi pa ste pravzaprav plačali polno ceno ali pa dostikrat še celo veliko več in seveda morate paziti, da se vam kaj takega ne zgodi. V naslednjem posnetku bi si pogledali še en, bom rekel, zanimiv poskus, kjer z drugo vrsto svetlobe pregledujemo našo okolico in to je tako imenovana termovizija. Z termovizijo, z termično kamero, pravzaprav zaznavamo pa dolgovalovno infrardeče sevanje in to predvsem uporabljajo vojska, policija, gasilci, včasih tudi v industriji, predvsem za iskanje teles, ki so segreta. Tako naše telo, ki ima stalno telesno temperaturo 37 stopinj Celzija, ves čas seva infrardečo energijo in ta posebna kamera to energijo zaznava. Tudi v popolni temi, v megli ali pa ne vem, če se nekdo skriva v grmovju, to vidimo kot popolnoma pri belem dnevu. Tako da je to izjemno uporabna stvar in kot zanimivost vidite, takšne stvari pravzaprav naši dijaki spoznavajo tekom našega izobraževanja. Povedal bi še sledeče. Naši dijaki se zaposlujejo v policiji, Slovenski vojski, mestnih redarskih službah, zaporih, zasebnovarnostnih podjetjih, ki jih je v Sloveniji več kot 140, na sodiščih kot pravosodni policisti, kot gasilci, humanitarnih ustanovah, trgovskih centrih, na letališčih, kot telesni stražarji in še marsikje srečamo dijake. Mnogi dijaki pa tudi nadaljujejo študije, tukaj se jih največ vpisuje na Policijsko akademijo v Tacen in na Fakulteto za varnostne vede v Ljubljano. Prav tako pa imamo tudi v Mariboru višješolski program inženir varovanja. Področje varovanja postaja danes vse pomembnejše, nepogrešljivo, saj se ljudje vedno bolj zavedamo pomena varnosti kot ene ključnih vrednot življenja. Več varnosti kot uživamo, lepši je naš vsakdan.
Lep pozdrav, moje ime je Benjamin Pivec in na programu Logistični tehnik poučujem strokovne predmete. Na kratko bi vam želel predstaviti program logističnega tehnika in na splošno, kaj sploh logistika je. Veliko omenjamo to besedo in jo uporabljamo v vsakodnevnem življenju. Vedno bolj popularna je, kajti nahaja se že skoraj v vsaki pori našega življenja. Brez tega ne gre, boste videli v nadaljevanju. Kaj bi bilo, če logistike ne bi bilo? Poglejmo si na preprostem primeru, ki se nas tiče čisto vseh. Gremo v trgovino, imamo polne police. Kaj bi bilo, če logistike ne bi bilo? Te police bi verjetno bile prazne. Logisti skrbimo za to, da je vedno vse na voljo. Točno ob tem času, ki si nekdo zaželi, v takšni količini in tudi kvaliteti. To se pravi, te police bi bile enostavno prazne. Mi skrbimo za to, da pravi čas prepeljemo stvari, da jih skladiščimo, da jih imamo na zalogi in da imamo pravo kvaliteto. Se pravi, da lahko tudi zdaj po zimi kupimo slovenska jabolka. Če pogledamo ven, vidimo, da ne zorijo. Tudi imamo na policah sadje od vsepovsod po svetu, tudi vse ostale izdelke. Veliko stvari se proizvede na drugih kontinentih, mi pa jih lahko pri nas kupimo. Zato poskrbimo mi, logisti. Kaj vse logist dela, si lahko pogledamo v naslednjem posnetku. Kaj se učimo v šoli? V programu Logistični tehnik spoznavate različne oblike transporta. Naše osnovno delo je seveda premikanje različnih stvari po svetu. Za naše delo je zelo pomembna uporaba računalnika, kajti velik del našega dela se dogaja v pisarni. Potrebno je zdati dokumentacijo, potrebno je imeti kontakte z naročniki in pa tudi sprejemniki. Zato mi veliko časa posvetimo temu, da spoznate vsa prevozna sredstva v cestnem prometu, v pomorskem prometu, zračnem prometu in seveda tudi po tirih, se pravi železnica. Za prevoz tovora uporabljamo tudi razna sredstva oziroma pripomočke, kot so palete, kontejnerji, viličarji in tako naprej. Veliko našega dela zajema tudi zakonodaja, tako da dobite tudi veliko znanja z cestno-prometnih predpisov, kar vam daje tudi odlično podlago, če želi nekdo postati policist. Seveda ne smemo pozabiti na carino. Tudi carina je pomemben del, kajti danes, ko kupujemo stvari preko spleta in ga prevažamo po celem svetu, je potrebno veliko stvari opraviti tudi preko carine. Zelo pomemben del so skladišča. Pri pouku se naučimo, kako je potrebno pravilno prevzeti nek izdelek. Uporabljamo različno opremo, kot vidite na sliki, tudi skenerje, uporabljamo tudi drugo programsko opremo za vodenje skladišč, kajti to moramo obvladati zelo natančno. Danes imamo cel kup tovornjakov na cesti. Vse to moramo na nek način obvladovati, tako da tudi za to delo uporabljamo programsko opremo. Kako se vodi vozni park, kje se nahaja moj voznik, kje je tovornjak, kje je paleta, kje je kontejner. Odgovore na vsa ta vprašanja dobite pri nas pri pouku. V logistiki je veliko dela, kajti ni ga podjetja, ki ne bi potrebovalo naše storitve. Vsako podjetje potrebuje neko surovino oziroma ima skladišče. To se pravi, da lahko pomagamo pri reševanju njegovih problemov. Tako da, če želite reševati probleme podjetij in pa v bistvu vseh ljudi na svetu, se vpišite na logistiko in skupaj bomo rešili vse težave. Tukaj imamo primer, koliko poti opravi recimo en telefon ali računalnik ali tablica, preden je proizvedena oziroma prodana končnemu uporabniku.
In tukaj vmes vsaka taka črtica predstavlja naše delo. To se pravi, nekje se proizvedejo surovine, nekje se to sestavi in potem tudi proda. In kaj se zgodi, ko vi naročite neko stvar preko spleta? Ko oddate naročilo, v bistvu začnemo z delom mi. Potrebno je recimo tale telefon ali tablico zapakirati, ga dati na pravo prevozno sredstvo, recimo iz Kitajske, od koder prihaja veliko naših izdelkov, ali bomo peljali z ladjo, ali bomo peljali z letalom. Če bo z ladjo, bo trajalo nekoliko dalj časa, z letalom bo zelo hitro. Potem to prispe k nam in spet je potrebno to zadevo dostaviti. In za to spet poskrbimo mi. V končni fazi se je veliko problemov dogajalo pred novim letom. Ste tudi vi čakali na vašo pošiljko, pa je niste dobili? Pomeni, tukaj še obstaja veliko težav, da jih lahko rešimo. Pridružite se nam in rešili jih bomo skupaj. V programu Logistični tehnik niste samo v šoli. V času šolanja opravljate tudi prakso pri delodajalcu. Tukaj lahko vidite le nekaj podjetij, v katerih naši dijaki opravljajo praktično izobraževanje. Praksa traja 4 tedne. Pri nas imamo organizirano tako, da opravite 2 tedna prakse konec 3. letnika in 2 tedna na začetku 4. Seveda je mogoče se tudi z delodajalcem dogovoriti na kakšen drugačen način. Vkolikor prakse ne najdete sami, vam jo seveda poišče šola. Tako da ne potrebujete nič skrbeti, da je slučajno ne bi našli. Prakse za logiste je trenutno dovolj. Zelo smo ponosni, da lahko ponudimo praktično izobraževanje tudi v tujini. Naši dijaki odhajajo na prakso na Finsko. To so partnerji, s katerimi sodelujemo že vrsto let. Na slikah lahko vidite, kaj vse naši dijaki počnejo tam, pa tudi učitelji. Tudi mi se izobražujemo, da lahko potem novo znanje prenašamo na nove generacije. To je tudi dokaz, da logistika ni omejena zgolj na Slovenijo, ampak znanja, ki jih dobite pri nas, lahko uporabite kjerkoli, kajti logistika je v Sloveniji, je v Avstriji, Nemčiji, na Finskem, na Kitajskem ali pa v Ameriki skoraj enaka. Se pravi, znanja so uporabna kjerkoli na svetu. Ob koncu še nekaj informacij za vse tiste, ki že morda sedaj razmišljate, da boste nadaljevali izobraževanje po končani izobrazbi logističnega tehnika. Poti so vam tukaj zelo široko odprte. Najprej lahko se vpišete kar pri nas, dalje na višjo prometno šolo, kjer lahko pridobite izobrazbo inženir logistike. Lahko se vpišete dalje na fakulteto za logistiko v Celju. V Mariboru obstaja tudi fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, potem pa, če koga zanima bolj pomorski transport, se bo vpisal v Portorož. Seveda so vam odprte poti tudi na marsikatero drugo fakulteto. In lahko s tem tudi morda spremenite smer. Zahvalil bi se vam za pozornost, upam, da se vidimo pri nas na naši prometni šoli. Veselim se že, da vas srečam v živo in da vas pozdravim v razredu. Hvala. Pozdravljeni. Vrhunski športniki vlagajo veliko časa in energije v trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Zelo je pomembno, da se izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Prometna šola Maribor športnikom omogoča prilagoditve s statusom športnika, ki olajša izobraževanje. Naša šola je prejemnik certifikata Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Zavzemamo se za odgovoren pristop k spodbujanju dvojne kariere, poklicne in športne hkrati. Področje dvojne kariere zahteva usklajeno delovanje in povezovanje več deležnikov hkrati, ki spremljajo športnika skozi njegovo kariero. Sodelujemo s klubi, trenerji in starši. Športnikom omogočamo prilagoditve šolskih obveznosti, brezplačno učno pomoč. Poglejmo si sedaj mnenje našega dijaka in trenerja.
Pozdravljeni, moje ime je Domen Zajšek in sem nogometaš. Nogomet treniram že 11 leto, trenutno pa se nahajam v Italiji, saj sem član italijanskega kluba AS Roma. Hkrati sem tudi dijak Srednje prometne šole Maribor, obiskujem program logistični tehnik in sedaj ta program obiskujem že 3. leto. Moram reči, da težav za šolanje nimam in da šolanje opravljam nadaljavo. Šola in šport predstavljata velik del življenja aktivnih najstnikov in najstnic. Pri tistih, ki se s športom ukvarjajo resneje, je pomembno, da prav tako ne popuščajo na šolskem področju. Usklajevanje 4 do 5 treningov med tednom in teke med vikendi na najvišjem državnem nivoju, se pravi v prvi ženski, kadetski oziroma članski ligi, za šolo zna biti kar zalogaj. Zato me veseli, da šole, v tem primeru vaša, prihaja perspektivnim športnikom in športnicah, v našem primeru nogometašicam nasproti. Čim boljše sodelovanje med nami, delavci na športnem področju in med zaposlenimi v šolstvu, se pravi vašimi učitelji, omogoča, da lahko dekleta brez problema usklajujejo šolo in nogomet ter na obeh straneh pridobivajo znanje, ki jim bo omogočilo nadaljnjo pot, bodisi v športu, bodisi v poklicnih vodah. Naša šola se nahaja v neposredni bližini športnega parka Tabor, kar ponuja številne možnosti za vadbo in športno vzgojo. Športna vzgoja je prilagojena športni panogi, saj lahko športniki izvajajo prilagojene treninge. Šolski fitnes pa nudi po popoldanskem času možnost dodatnih treningov. Poglejmo si kratke posnetke naših športnikov. Moji trenutni cilji so, da uspešno končam šolo in se še naprej ukvarjam z nogometom. Moje vodilo v življenju pa je, da nikoli ne obupa in vedno sledi svojim sanjam. Zahvalila bi se pa tudi mojim profesorjem, ker mi vedno stojijo ob strani ter me spodbujajo ter nudijo vso pomoč, katero potrebujem. Dragi devetošolci, vaš uspeh je naša skrb. Pridružite se nam na informativnem dnevu 12. in 13. februarja. Našo šolo in utrip dogajanja na njej pa boste lahko spoznali tudi 5. in 6. marca, ko pripravljamo za vas nepozabno doživetje na prometni. Dvodnevno druženje s številnimi zabavnimi delavnicami. Če bo mogoče, bomo dogodek izpeljali v šoli in boste lahko brezplačno prespali tudi v našem dijaškem domu. Vse dobro vam želimo. Upamo, da se jeseni snidemo na naši prometni šoli Maribor.